Fras in Medvard in Fras in Medvard show. V petek, ko smo proslavili milijonto prodano zobno ščetko Premium VBO, smo podelili tudi Jurija, 1000 evrov. Tako, ampak praznovanja še ni konec. Pri VBO pripravljajo še eno fino zadevo, eno raziskavo, ki je pomembna tudi za vas. Danes zjutraj je vse lepo razložil Marko Kalah. Ta empirična raziskava se obeta. Kaj tu lahko več povemo? Boste rabili kandidate? Kaj bo? Zdaj, mi bi želeli, glede na to, da smo še v tej fazi, da rečem, slavja in veselja ob res norem dosežku milijon prodanih ščetk, bi želeli povabiti vse VBO-evce, pa tiste, ki še to niste, da se nam pridružite in skupaj dokažemo, da nam je uspelo v Mariboru razviti ščetko, ki dejansko ali povsem preprečuje, ali pa vse zmanjšuje nastajanje zobnega kamna, in vabimo 100 ljudi, da se nam pridružijo in bomo brezplačno, profesionalno očiščili zobni kamen, če jo potrebno tudi peskali. Za občutek ena taka storitev v povprečju stane 100 evrov, kar pomeni, to je za enih 10 000 evrov, bomo naredili samo čiščenje kamna. Potem bomo tak naredili tistim, ki bomo očistili kamen, dobijo potem še on top našo premium zobno ščetko VBO, jo mesec pa in navodila, ne? In navodila za strani naše ustne higieničarke Suzane. In potem po določenem obdobju uporabe naše ščetke pridejo nazaj k nam, ker še to najprej jih bomo poskenirali, pol očistili zobni kamen, pol dobijo navodila in ščetko, pol jih povabimo k nam, jih spet poskeniramo, da preverimo, ali je res tako, če to deluje. In zdaj, tisti, ki bodo prišli na drug sken in se bo izkazalo, da še imajo slučajno kamen, v še tisto drugo rundo brezplačno čistimo. Tako da dejansko bo vrednost te kampanje tam 15 do 20 000 evrov, zato res naprošamo vse, da nam A pomagajo, da mi dobimo rezultate, in B, da izkoristijo to velikodušno potezo z naše strani. To je vrhunska, ker v vsakem primeru, če sodeluješ v tej vaši raziskavi, zmagaš. Tu ni sploh nobenega skritega trika od zadaj. Vi pa želite nabrati podatke in rabite ljudi, ki bi se udeležili te raziskave. Kako se udeležimo? Verjetno prvih 100, ki se bo kje prijavilo. Tako, tukaj je spletna stran VBO. Mislim, da je 100/SI. Dobre, če ne pa link na vaši osnovni strani. Link bo pa na strani, tako, ampak nekaj v tem stilu je naslov. Se prijavite, vsi tisti, ki pa slučajno ne boste dovolj hitri, pa ne skrbite. Ker to sem jaz hotel vprašati, ker to zna biti zdaj, ko rečeš, ok, za stojim bomo spucali kamen, vam dali ščetko, pa še enkrat spucali, če bo treba. Halo, to si kar prišparal, ne? Za par dni raba. Za kalamare, ne? Pa dobro, ali pa za neko fino večerico, pa tak naprej. Torej vsi ostali, če bo več kot 100. Ja, tistim pa bomo seveda še v tem duhu veselja in deljenja ponudili 30% popusta na storitve čiščenja kamna. Tako da kar prijavite se in izkoristite to možnost. Wow. Ja. In to se lahko že danes prijavijo? Tako, stran je živa, tako da če sem jo narobe povedal, boste digitalno zobozdravstvo VBO. Tako, in tam bodo našli, polje pa /100 nekak tak. Dobro. Smo že kliknili. Tako da prvih 100, izvolite, izkoristite to velikodušno potezo digitalnega zobozdravstva VBO, naredite nekaj zase, za svojo ustno higieno in pomagajte pri tej raziskavi. V totem studiu pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, lepo zdrav, humor na dveh nogah. Bravo! Tine! Bravo. Zdaj je stari. Ja, nič, kaj čuj, Fras? Dve prijateljci se menita, ne? Joj, veš, kak me je Joža ljubil? Vse usnice me pečajo. Ja, pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne? Ja. Bolj se to, ko pa da bi, ne, če bi sedela. To je res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas. Pa že lepo sediš.
V hladu. Tako, v kavču pa brez krogov. Ja. Lepo. Okay, tudi letos imamo za vas eno klimatsko napravo. Grieri podjetja Atlas Trading. Tako kot lani, tudi letos ne podarjamo samo klime, tudi montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron. Hladili se boste lahko že 2. julija. Veš, kaj je to? Ja, to je zdaj. Ne? Klimo podelimo v petek, do takrat pa se treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata. Tako da, če sta vidva pripravljena, no, čakaj, dam jaz na tiho, pa bomo pozorno prisluhnili, kaj bi to bilo. No, pa dajmo. Zanimivo. Ja. Kaj bi to bilo? Če mislite, da veste, se prijavite z SMS-om GRIERI, pripišite še svoje podatke in seveda za kateri hišni aparat gre in ste na dobri poti do tega, da dobite čisto novo klimo z montažo. Tako, midva bova vsak dan izžrebala 5 oseb in Anja bo seveda pri tem nadzorni. 5 oseb, torej, ki so pravilno odgovorile, in teh 5 gre potem v finalni žreb v petek, ne? Ko med vsemi 25 izžrebamo nekoga, ki dobi klimo z montažo 2. julija letos. Če gremo pogledat, en teden, 2 tedna, 3. teden v četrtek je to. No, evo. No, to je zdaj. Da si pripraviš, da umakneš bek vse, kar moraš in pridejo tako. Pa že adijo. Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRIERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Tišina v razredu, pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš? 11:01, 15. juni je že. Profesor Križanič pa še vedno ni šel na dopust. Ne, še. Tisti 6., ko greš vedno po letni. 6. Ti prvič, tako da gledam. A nisi še? Drugi teden. Dobro. Drugi teden je malo. Še imaš cajt. V Avstriji. Bad Auze. Evo, jih sem te reči, če bi Avstrija imela tako lepo morje, recimo, ko ima Hrvaška, tebe Hrvati ne bi videli. Mislim, da te ne bi bilo tu sploh. Kaj pa veš? Delo tam neki v Plodinah bi bil skladiščnik. Ja, izvoli. Torej, danes je ponedeljek in glede na to, da je en drek skoraj, ne, dobesedno. Zdaj je malo manj dreka, gled. Vem, pogledaš, vidiš tudi svojega brata. Na telefonu vidim, ja. Sicer pa ne dežuje. Ja. Malo več svetlobe je naše mesto. In si dajmo za to privočiti eno tako pravo za ponedeljek, za lepši začetek tedna. In to bo od Gunsov Paradise City. Cool. In če niste vedela, to je edina skladba iz debitanskega albuma Appetite for Destruction, na kateri so uporabili synthesizer. Res? Ja, Axel ga odšpilal. In je tudi prva pesem, pod katero so podpisani vsi člani zasedbe. Nastala pa je, ko so se vozili iz koncerta v San Francisco v zadnjem delu kombija in so pač nekaj pisali, da bi za nove komade skupaj, ne? Ja, to vsi rečejo. Ja, tako. Ja, pač pravijo, da je tako bilo zadnje, ne? Ok, možno. Kje je Paradise City? Mnogi so pač mislili, da je to Los Angeles, ampak so enkrat rekli člani, da ne gre za konkreten kraj. Za Axla je bil to pobeg iz realnosti življenja v Los Angelesu, za ostale pa je predstavljalo spomin na bolj mirno domačo okolje v Indijani. Ja, čeprav gre besedilo Where the grass is green and the girls are pretty, je Slash na vsak način vztrajal pri Where the girls are fat and they got big titties. Ampak ostali člani so ga preglasili, ker so rekli, to ne bo noben radio zašpilo. Hvala Bogi, da so ga. Ne samo zaradi radio, ampak ker je pač splošno slaba ideja. Ja, on pač ima več tak, ne. Ja. Ideje svoje. Trenutno so sredi turneje in tako bodo do začetka julija nastopili še v Amsterdamu, Berlinu, Antwerpnu in v Parizu.
Če vas pot zanese te kraje, te izberite Amsterdam. Če mislite, kam iti? Ja, to je zdaj mislim, da hitro, mislim, da v četrtek, petek, dva termina sta. Mislim pa, da nastopajo ne na stadionih, ampak v zaprtih dvoranah. Ja, niso se odločili za open air. Pa dobro se vseeno. Ja, če gleda, kako je vreme. Ja, saj res, ne, saj je pametno. Res je, boljše. Ja. Ok, ja, dajmo si privoščiti, pa malo bolj na glas, pa ko je ponedeljek, ne? Ja, pa vse skup. Kaj naj jo želiš vprašati, Anja? Vidim, da te nekaj muči. Ja, za vaju imam eno vprašanje in sicer, ali sta že kdaj videla male oziroma mlade galebe ali golobe? Ne, če to sploh ni. Ja, ko je veliki, pride z jajce. Ker je taka jajca kot od noja. No, moj odgovor je bil enak vajnem in sem rekla, moram to raziskati, ker me res zanima. In vama povem, da mladiči ostanejo v gnezdu približno 4 do 6 tednov. In ko mladiči prvič zapustijo gnezdo, so že skoraj tako veliki kot odrasli. To je pri golobih recimo. Tudi pri galebih je nekako podobno, ampak prepoznamo pa mlade galebe potem, da so taki rjavkasto beli. Vsi na prvi pogled, ko jih vidimo, mislimo, da so to stari, ampak v resnici so to mladi. Ja, sem da vidiš že take, ja. No? Oziroma ne stari, ampak v srani. Ja, evo. Neki čudni. Tako da obstajajo, ampak ne pride vun hudič. Pozno grejo iz gnezda, tako. Tako dolgo so doma, da so že veliki. Vidiš, ko pri nas v Sloveniji, enako, ne? Pri 36, mogoče vun zbajte. Če, tako. Pa pol čez 3-4 leta spet nazaj. Krups, Coffee Crush tekma. Ja, lepo zdrav. Dobar dan. Okay, vemo, ne, načeloma, kaj se pije med tem, ko gledamo fuzbal, recimo, ne? Ja. Mislim, dosti ljudi to počne, ampak da sploh zdržiš do tekme, tokrat je pred tem fajn spit, taki kafe ali pa 2. Absolutno. 27, ne, ko je ob 3 jutra. Tako, in da si ne ravštaš po noči, ne, po kuhni. Zakaj ne bi tega prepustili vrhunskemu kavnemu aparatu Krups Coffee Crush, ki ga lahko z malo sreče dobite že ta četrtek na Totem Radiu. Ja, pa ne samo ta četrtek, še več jih imamo za vas v prihodnih tednih. Treba se samo prijaviti preko SMS-a na 051 220 220 in sicer tako, da fajn je, pravilno napoveste izid tekme Anglija-Hrvaška, ki bo to sredo ob 22. uri. Tako, pozor, velja samo prvi poslani SMS, tako da dobro premislite. In pozor, SMS lahko pošljete samo do začetka tekme, potem ne velja več. Tako. Logično, ne? Pa svoje ime pripišite zraven. Ja, in v četrtek bomo med vsemi, ki ste pravilno napovedali rezultat, nekoga izžrebali in Krups Coffee Crush aparat, ki je mimo grede naravnost čudovit in fancy in ozek in taki imamo enega tudi tu na taki radiju. Lični, da pa še ne? Preverjeno je lahko vaš. No, tako da se dajte podvizati, naštudirajte malo ekipe, pa probajte zadeti, ne? Bomo videli. Sreča. Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Včeraj stojim zunaj, gledam fuzbal, ne, not, vse si nesel ven, da sem lepo imel in naenkrat začne mi šumatati nekaj sveta, zakaj je zdaj, fuj, kaj je zdaj, pa začnem tako malo po tleh, ne, z nogami, da bi, ne, veš, mačka recimo se ustavila pa šla, ne, kuj dalje, kuj pa proti meni, prav, kaj, kuna, razumeš, da me vgrizne zdaj tu v taco, da se me je zmešalo, da dobiš steklina. Kuj dalje, gledam, se obrnem, gledam not temo, pa sem enkrat vun, to ta glava ježova.
In, torej, pa normalni veliki jež je bil, ne, se vstavi, pa me gleda tak, pa smo naredili, veš, tak, Ja? in se ni niti premaknil, samo tako me gleda. Si mislil, Dobro. dobro gledla. Pa spol začeš ti, kaj te z ježom, ja, kaj te ne, veš, kaj te ne pobegne, ali kaj, ne, in se pač po nekem času pač obrne, ne, za, ne vem, 45 stopinj, pa pač gre levo, ne, šumatati dalje tam. In se šel pogledat in ja, dejansko se ne odzivajo z begom, ker logično mi je zdaj, ker so navajeni, če bi bilo kako sranje, se narediti v klopčič. Pa je to, ja. Ne? Ja, tako da ni nujno, da je pogumen, če ne zbeži, ampak uporablja svojo naravno obrambo. Tako. Ne? Tako da, če ne bi zdaj šel tja, pa ne vem, kaj, ne, pač me je gledal. Ni pa si njega. Ja, ne, in pol mi je vse pokvaril. Ker sem samo čakal, dobro, kaj še zdaj bo tu prelezlo mi vun, pa te pa je šumato tam v cipresah, 600 let. Ja, pa dal bi mu malo minuta. Ja, seveda, najboljše not pride na kavč še gledati. Da stavimo, Čakaj, eno, kakšni Evo, čips. mogoče je. ja, s temi mravljami pa bolhami. Vse je bil lepi, samo ni zbejžal, pa mi je bil. Vreme se je zglihalo, ampak to ne pomeni, da danes zvečer ne morete v Maribox in si pogledate recimo ta nov znanstveno-fantastični thriller na voljo ob 17. uri, ob 19.00 ali 20.00. Tako, in da boste si lažje predstavljali, zakaj gre, je tukaj premierno nov filmski napovednik. Pozdravljeni, danes bo... Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Ja, kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam. Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu. Kaj pa je zdaj rekel? Ja, zdaj nič, tišči ga. Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Ja, klimatska naprava Gri Eri podjetja Atlas Trading z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron. To vas čaka. Ja, tako. In to klimo podelimo v petek, do takrat pa se je treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata in danes smo skrivali to. Okay, in napočil je torej čas razkritja, čas, da Dejan pove, kateri hišni aparat pri milem Bogu je doma posnel. Dajmo prisluhniti, kaj je torej to bilo? Kdorkoli je rekel, da je to vlažilec zraka, je rekel absolutno prav, ker je bil vlažilec zraka. Okay, vlažilec zraka. Kar težka zadeva, ne? Ja. Ampak med vsemi, ki ste odgovorili vlažilec zraka, smo vas izžrebali 5, ki greste v petkov finalni žreb in boste se takrat potegovali torej za klimo z montažo. Anja? Izžrebani so bili Mateja, Jani, Rožle, Matej in Polonca. Ja, bravo! Bravo! Bravo. Evo, vi ste torej v finalu in to je to za danes, ampak nič še ni izgubljeno, če slučajno danes niste pravilno ugotovili, ne, oziroma odgovorili. Ja. Nova runda z novim skritim hišnim aparatom se prične že jutri zjutraj na tem radiju. Pa potem nova priložnost še v sredo, četrtek in v petek, tako da samo pozorno poslušajte in se prijavite. Sicer pa tudi radio.si, tam piše več.
Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas Klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Fras in Medvard in Fras in Medvard Show.